ti podaš neko Ksenijo Ferenc. Kak? To je ta delala. Ja, korali so bili malo pred nami. Korali je, ja. Malo pred nami, ne dolgo. Mogoče leto dni prej. Ja, pa ne vem, če... Oni so začeli enega leta 64, tako je. Pa ne dolgo. Kje doma? Spodnjih Račah. Ne, tu nekaj Ja. nekaj doma. Mogoče vsak posameznik se predstavlja malo, v teh bendih je predpise in špilali so. Nekateri Ja, jaz kaj dosti nisem bil špil, jaz sem malo 7 Dixie ansambli igral, to je vse. Mi smo se spoznali pri pevskem zboru. Ne? Ja. To so bili naši začetki. Prej smo pa igrali pri Sloveniji kvintet, ne? No, v kvinteti, jaz sem igral tudi s Kako kvinteto. se je reklo tistem bendu? Jaz pa nisem igral, veš. Študentski kvintet, ja. Študentski. Študentski kvintet. Samo to, Tam smo mi dva oba igrala. to je bilo polke pa valčke. Ja, vse kvintet. Ja. Domača muzika, ja. Vi ste v Mariboru navadili ali kakve, ste takrat tudi vadili? Tu vrača. Ja. Seveda. Mi smo takrat začeli v mesto hoditi, v Maribor hoditi v srednjo šolo in smo nekako se mi trije dogovorili, da bi bilo fajn, če bi malo, ti si prišel zadev, se mi zdi, ne, da bi... Točno več napravno da spomnim, ne? Neke ploče smo dobili, kaj vem, nekaj. Jaz sem dobil ploščo od Rošica, Beatlese, ne? Ne, ena od druge gospe smo dobili. Še do Od tiste, veš, tu, kak se je piše. Zaradi Beatlesov smo začeli mi vaditi. Ja, ona pa prinesla na plošče ena. Neko tisto prvo staro, da Please Me, kaj, tisto. Please Me, ne? Je to bila na tej plošči gori? Tisto plošče prinesla Ja, nekaj z Please Me, Anglije. ja. A ja. Se ne vem, kak je tista plošča bila. Ja, potem smo si pa z Nemčije zrihtali kitare, ne, pa Ozvočenje, ja. ozvočenja. In smo... To je že bilo kasneje. To zvočenje. To je kasneje prišlo. Ozvočenje smo nabavili takrat, ko smo biseri bili. Ja, no, seveda. Finiširali z vajami, ne? Točno katerega leta so biseri, se kdo spomni to? 65. 65. V bistvu ste takrat začeli inštrumente igrati, ali ste že prej igrali? Prej smo že igrali, ja. Mi smo že nekaj igrali, vsi smo že odprej. Domačo muziko smo v glavnem, pa tiste šlagere, ki so takrat bili po plesih. Kako je to možno, kako se pa potem lahko odločite, da greste na rock'n'roll? Ja, takrat smo začeli poslušati tele Mi smo dobili- posnetke Beatlesa in to je bila muzika prava za mlade. Mi smo dobili ploščo, pa smo parli v ekstazo v tej muziki. Jaz sem prepisal. Tako vsi drugi. In kaj je še bilo drugo, opazili smo, da lahko to pojemo. Jaz sem recimo lahko John Lennon kopira v nulo. Ja, takrat, ja. Danes pa še Paul McCartney, če ga poslušaš, tudi poje, ko star det, ne? Sem ga Ja, včeraj se čul. pa Veš kaj, jaz sem pa za 7 Dixie začel igrati bobne, tako je bilo to. Dixie 7 bil. To je bilo pred Dixie, ampak je dolgo. Kateri bend? Dixie 7 se imenuje. Igrali smo Dixieland. Bili so vsi glasbeniki starejši od mene, pač takrat, ne, tako da je bila to za mene dobra šola. Za začetek. Bil bend, da je bil on profesor matematike, no, je bil da je verjetno. Bend je bil, vem, da sem bil Rudi Pernat je igral takrat. Perni Rudat je, on je, Aleksić, Ivo je igral saksofon, pa glavnem, potem sem pa še šel igrati poleti v Rogaško Slatino z tem Branem Slokarom, to je danes en boljši pozanist na svetu, ne. Branko Slokar. Veliko ime, on, Ja, veliko ime. veliko ime. No, pa za Škrjacom Joškotom, Ja. pa smo igrali tam tisto poletje v kavarni. No, po tistem smo potem se spoznal z Francom pa Milanom. Tako ste že imeli vsi v bistvu nekaj izkušnje, ko so biseri začeli. Ja, jaz ne tako rosti. Mi smo začeli vaditi Mitri, ne? Pa smo navadili par štiklov, pa smo iskali bobnara. Pa smo pa čuli za njega, pa smo ga vprašali, pa rekli, Ivančič je še bil. pride nas poslušati in tak smo se potem... In je mama rekla, ja, lahko. Mama je dovolila. Mama je dala ok. To je v bistvu šlo po vpraševanje, vi ste po mestu vprašali, kdo je. Ja, se je začelo. Tako ja. To se je začelo govoriti, nekaj, če je kdo. Ne, da bi se prej poznali. Mi smo hteli imeti najboljšega bobnarja, ker smo bili takrat že Dakar. In kdo je najboljši? On. Pa smo ga vprašali. Tako se je začelo. Jaz sem bil star 16 let, pa par mesecev. Glavnem in potem smo mi kar začeli Beatlese, čim več, največ smo imeli Beatlese repertoarja, pač ne smo še druge komade igrali, ampak nekako, ker je Franc pa Milan pa Tone so super priglasni peli, ne. V bistvu neverjetno, če se spominjam, že takrat, ne, odlično je to zvenelo, HLC pa Ja, ker takratna konkurenca, ne, ki so bili vse takrat je bilo v Mariboru nekaj ansamblov, ki so igrali to glasbo že, ampak vsi so imeli solo pevca in spremljavo, ne, to je enoglasno petje
Mi pa smo naštudirali to, koliko smo imeli repertoarja, je bilo dobro narejeno in to triglasno petje, vse. Tako. Dolgo lase ste nosili? Začetku ne še, se spomnim prvih Ja. nastopov v C-hali, ko smo še imam slike v belih srajcah, pa kravatice, Kravate. ošišani v nulo, skoraj, mislim, tako zdaj jaz. Ja, lepo. Ne? Prvi nastop smo imeli v Nigradu. V Strmi V ulici. Nigradu pa smo midva šla na postajo, smo imeli vsi take hlače, bolj široke spodaj, ne? In se Dež osipal. Pa smo imela hlače zmučkane šenše, ne? Ja, ko je furgola dela, ne? Ja, potem so pa spraševali, kje smo taj kupili garderobo, pa smo rekli, to je furgola naredil. In potem je se njemu šef tak povečal, vsi toti mladina, Vsi so hteli imeti take hlače. hlače take, na zvon pa tak. Ja, potem pa kar hitro hala C začela, ne, Franc? Ja. Potem pa hala C. In to je bilo nabito polno. No, zanimivo je bilo za ta čas, ne, da so bili v Mariboru, recimo za vikend, sobota, nedelja, so bili mladinski plesi na vsaj 4 lokacijah, v samem centru. C-hala, Dom armije, Nigrad, Ja. Ruška, Pa še celo na kmetijski šoli, celo pa še na včasih kmetijski bilo. šoli in je bilo povsod Polno. polno. In to smo imeli prav tako razdeljeno, nekako. Mi smo imeli v glavnem Mi C-halo, smo tam pa je bilo... imeli- No, hala C je bil prestiž, v bistvu. Najboljšega menadžera za takrat. Tako. Bil menedžer veseli. En Toni. Kak je Tone, Tone, Tone. problem, ne? Ritlop, ne? Ritlop Tone. On je bil menadžer prve klase. On je šel v Halo C pa je rekel, tam so igrali prej neki drugi, je rekel, to ti mora igrati, to ti so najboljši. Ritlop Toni. Tone, ja, Tone Ritlop, ja. Lahko še nekakšne naše, zdaj še. Ja, Bi ga lahko, ja. ja. Vem jaz, kje je. On se vrnil, on je bil v Ameriki. No, pa potem Srečko Nidorfer je z nami začel dosti sodelovati, je napisal potem že kaj o nas, pa tako v 7 dni, pa to, veš. Tako da to je bilo že kar odskočna deska, je bila kar. Samo vi ste bili tako pridni, dečki, bolj so bili, Ja. so bili bolj barabe. Oni so bili bolj rhythm and blues, v bistvu kot Rolling Stones pa Beatles. To, točno, ja. Vzrok, da smo mi Beatles igrali, je, da so oni dosti Stonesov igrali, mi smo pa rekli, mi pa Beatles, da je bil kontrast, ne? Dobro vprašanje se za Ja. No, v glavnem. Kaj je zaslužil, takrat se pustim? Ker sploh nismo hodili domov več. Ne, pa denar sploh ni bilo. Denar sploh ni bil bistvo, ne. Vse smo nekaj zaslužili, ampak to je šlo vse za opremo. Vsaki honorarček, ki je bil, je takoj šel na kupček, da se je Tako. potem kupilo boljšo kitaro, boljši Seveda. vačevalec. Mi smo takrat imeli, to je danes nepojmljivo, mi smo peli v C-hali na 45-vatnega eminenta in to 3 mikrofone in 3 gitare, gor še bas je bil na to obešen. Točno, jaz pa prve bobne imel Pa je še z bilo za navadnimi tiste čase kožami. dovolj glasno, ker še niso bili ljudje navajeni Na boljšo. na boljše ozvočenja, ne? In to je bilo treba menjati, to Seveda. se je dokupovalo vsak denar, ki je bil. No, sej mi smo tako bili malo v Mariboru, v bistvu 2 leti, pol smo pa mi šli v Opatijo. Tam Smo igrali v smo dobili Opatiji, hotel Adriatic. angažman, takrat se nam je priključil Rodošek Berti za klaviaturo in smo potem, samo repertoar pa je bil vedno nosilni repertoar, Beatlesi plus Ja. hiti, to, ki je pa Kaj je bilo na večglasno petje pa tako. top pop 20, kot se reče, ne, na Eno leto svetu. pa pol smo v Adriatiku, v hotelu Adriatiku v Opatiji igrali tudi vse, kar smo služili, vse v opremo. Zdaj smo šli v Nemčijo še vmes, v Mannheim. Ja, vmes smo šli malo gor, pol smo pa dobili angažman v Nemčiji, medtem pa se je v tistih 20 mesecih, ko smo čakali, je pa Ivo šel z kameleoni v Afriko nekam. Najprej sem šel s kockarji. Ja, na Grupa levi nogi 77. so ga dobili, da bi šel z njimi na turnejo. In je šel, in potem, ko je prišla pogodba za v Nemčijo, ne, smo rekli, če lahko pridemo za, ampak da bobnar je drugi, so rekli, ne, tako komplet, tako kot sem vas čul, menadžer je rekel, tako ste bili pa ti, tako ali pa nič. Ja, če ne bo Ringo star zraven, je konec. Ja, ja takrat je živo pel. Ste vi takrat zamerili, njemu, da je to... Ma niti ne, Ker je bilo tako, da smo nekako bili vsi dolgo od doma in nam je kar malo pasalo, da se malo zdaj... In jaz sem se v tem... Ja, pa Tone je še študiral tudi, Tone je še študiral, pa vsi. Ja. Ona dva sta potem končala šel potem više tehnične, pa Na Tone. komercialno še, pa sem
Tako da sem jaz uslugo naredil, da so končali šole. Uslugo naredil, da niso šli profesionalno. Tako. Ja, ti si šel, ne? Tisti opati je bil že dolg čas, ne, zelo. Pa Ivo. Tisti opati je bil zelo dolg čas, ne, ker smo že skozi potem iste komade, pa tisto, to je bilo bolj tak že, ne. Ja. Ni bilo več nekega Zagona, ja. No, vse veš, kaj je... naboja, ni bilo... Tako. Ja. Pa vse v hotelu igra, to v bistvu postane dolgočasno, v bistvu, če je predolgo, ne. V bistvu, to je najlepše je bilo, ko smo igrali Hala C pa takšno. Za mene je to bilo najlepše. To so Lahko bili rečemo, najlepše. da nismo imeli niti ambicij, niti možnosti. Pol pa, ko še on šel v stran, on je pa tak bil potem najboljši, ker je pel že, pa on se je razvijal naprej še in še, ne. Mi smo se pa tako malo opustili, ne, kaj se temu reče. No, samo glede na kondicijo, kako špilate, ne, mislim, da ste ostali muziki, ste nekako... No, vse smo vsi nekako še dalje. Nimo še ukvarjal profesionalno z muziko? Jaz sem bil nekaj ceta čisti profesionalc, tudi v službi pri Liri Ščakovcu, pa v Slaviji sem bil tudi v službi kot glasbenik, ker sem šel igrati potem v Slavijo, ko je bil Slavija 5, takrat, ko smo z Alfijem imeli te hite, Ja, Štajerca. Štajerca pa te zadeve. Tam sem bil 5 let. To je bilo tudi zelo plodno obdobje. Jaz pa Franc sem bil pa v še. Švici 20 let profesionalec. Ja, vse ti rekel, da Pelje ni pozabil igrati nogometov. Pa eno leto sem bil v Hongkongu, tam sem pa igral z muzikanti naj. Tam sem se največ naučil, ne. Kaj pa, Gospod Tone? Jaz sem pa doštudiral v Ljubljani, pa sem šel učiti na drugo gimnazijo. aha, učiti kaj je glasba? Glasbo. V bistvu so vsi ostali v profesionalni muziki, ne? Ja. No, ne, jaz nisem bil potem več profesionalc. Po Slaviji sem jaz potem šel v službo normalno. Jaz sem doštudiral, pa šel v službo in sem pa igral potem tako, kot so to vikend muzikanti, ne. Potem smo imeli ansambl z Jožetom Koblerom, pa potem sem na Habakuku nekaj, tak eno obdobje igral, tak, ne vem, 1 leto, pa leto pauze, pa spet 1 leto. In v bistvu potem pa še z Jankom Pipanom smo imeli ansambl, tako sem v bistvu igral aktivno ob, ne vem, prireditve pa tako. Lahko rečemo, da ste, koliko vidim, da ste vsi profesionalci. A je pa to, če se pozabim, v tistem obdobju smo tu šli v Celje igrati večkrat, se spomnite? Tisto je bilo tudi Celejo, super. ne? Ja, pa v dvorani smo igrali tudi. V Narodnem domu, ja. Ja, pa v Ljubljano smo šli tudi, ne, takrat na gospodarsko razstavišče. Pa da smo imeli tudi kakšne goste, včasih zraven so bili, ta Frenki je včasih skočil z nami, Piko, Boris, ne, Charlie tudi, Charlie, ko je prišel od vojakov, recimo, on je večkrat je bilo to doživetje, ne, vojaške obleke šel na oder pa zapel z nami Only You, ne, to so bili dogodki, nepozabni. In da, ne, to še bi povedal, zdaj, ko smo že, ne, najbolj sem si zapomnil tole, ko smo igrali HLC, da so dekleta sedele na eni strani, moški pa na drugi. Tak je bil red. Takšen je bil red. Ko je bila pauza, so šli moški na eno stran, ženske, punce, mlađina. Tako je moral čez celo dvorano iti. Potem pa, ko je šla muzika na oder, so se si že spustili, frajeri, ne. So že šli proti stolom pa čakali, pa se priklanjali. Ja, to je bil začetek, ne. Torej ni bilo tistega rock and roll plesa, bil je. Ne, no, ampak v začetku, ko je začelo se, so punce sedeli na eni strani, fanti na drugi. Ja. In dobesedno so se jih večina, marsikdo se je tam potem poročil. No, potem proti koncu pol več ni bilo tega, ker je bila potem vedno gužva v hali. Tam je bilo 1200 ljudi na naših plesih, to se spomnim. Da je bilo 1000 kart je bilo prodano za en pustni ples. Nabito polno, to je. Vi niste pravzaprav z Maribora, ne? Kak je to bilo za... Ja, Ivo iz Maribora, mi... Ivo je z Maribora? Ja. Pa kako je bilo za vas, recimo, mladostnike priti v Maribor v 60-ih? Ste bili večkrat tepeni na ulici? Ne. Branili smo druge. Ja. Ste značani, pobrežani godli? Ne, so nas radi imeli. No, mi smo bili tu Meni težav. Zrač, oziroma to ne je bil tu sosednje vasi, Hotinja vas, ali Hotinja vas. In smo tako hodili, tu vsa mladina hodila v srednjo šolo v Maribor, ne, tako da, ko si osnovno končal, si šel v šolo v Maribor.
In si bo Mariborčan napal. Studentski berg je studentska banda pobirala. Ja, pa Ja, ne, tam nismo- mi se nismo ven silili. Mi smo, Mi smo bili skromni fanti. Skromni fanti smo bili in to so spoštovali tile. Maribor nisi rekel, jaz sem to tipa, to tebe da takoj pokrat, to je jasno. Ne? Seveda, ne. Tada so, mi nismo imeli težav, mislim. Mi tega nismo čutili, sploh ne. Ampak taki posebni, no se je že zgodilo, kakve malige. mi smo imeli tudi prijatelje, v glavnem Mariborčane, vse tudi. Takrat med temi bendi, ki so bili takrat, Inkvizicija, Korali, ne vem, Petrovič je imel tudi, kak so bili oni. Avt so bili. Avt, ja, ja. Mi smo bili vsi prijatelji, v centru je bilo zbirališče teh Ja, nismo se dobro. muzikantarjev, pa ni bilo nekega rivalstva. Proti kino, oni on dobivali vsi, pobrek, to je bilo res. Rivalstvo je bilo edino, kjer je igral, ne, te pa so bili malo jezni, ker smo mi imeli skozi skoraj, V bistvu največ te halo smo imeli 90% mi. ja, največ smo, dokaj nismo šli v opatijo, isto. Ja, 68. Do 68, kar je 3 leta. Ja, ja. Leto pa pol smo bili v Opatiji, pol smo pa šli na razen. Po Opatiji smo mi tako rekoč šli na razen. Korali so potem odšli tudi v Nemčijo, nekam Ja. hitro, ko smo še mi igrali. Vi ste snimali na Radio Maribor, ne, takrat tiste čase. Tako je. Ja, Imam tu kako kaseto. ba je, da v Ljubljani obstaja. V Ljubljani smo snemali. Jaz sem iskal, Ne, ne, tukaj smo snemali, v Maribor na radiju, Pa je na Koroški. to ne rekel, da smo tudi Na v Ljubljani. Koroški smo tu snemali, se spomnim Silence is Golden. V starem radiju, ne na starem Ja, radiju. na starem radiju, ne? ja, sam jaz sem iskal, v Akiri smo iskali, pa nismo našli. Zgubili so vse to, ko zgleda. Drugi biseri so iz Zagreba, pa iste časa so bili še eni drugi biseri. V Gorici so Pa Mislim, da ni Gori se tako, so veš zmenili. kaj je, noben se ne potrudi. Ja, ja. No, pa zdaj Če bi še Eichmajer zmago živel, zapomni si, da bi našli. Noben se ne potrudi. tega. Majer je na plošči rekel celo, da ni nobenih posnetkov tam na HLC, je rekel, ni nobenih posnetkov ohranilo se. Čudno, ne? Ali če se ni ohranilo, je to drugo. Ja, niso tam, niso. To je pa res velika škoda, če mislim, da ni. Ker to je zanimivo, ne? Da ste prišli, pa ste snemali, potem ta vaša, pa ta Beatles, pa to ste snemali tam. No, enkrat smo snemali pri meni doma v sobi, gor, zdaj če jaz to našel, potem sem našel zaklad. Je resno? Ja. V moji mali sobici smo snemali. To moramo preiskati, to treba, Ja, zdaj sem jaz že trake našel, zdaj treba samo to poslušati ure in ure. potem pa gremo to. Ker je samo en delček gori. Ja, na tistem Grundingu. Ja, ja, vem. Sem zdaj našel trakove, vse. Zdaj bi trebalo to ure in ure sedeti pa Zdaj poslušati. še rabiš mašino, na Imam kateri ga. boš poslušal. Imam jo. Imaš, Imam Grunding mašino, jaz se lahko pa tudi pri tebi damo. Studio se enkrat popolne zbaš, Pa spustimo skozi. pustimo vse, kaj je skozi. Jaz vem, da smo mi snemali to. Če bi to našli, pa še najdemo, da je druge posnetke, pa naredimo še en delpil, ne? Ker jaz takrat, jaz sem to pisal, v resnici, takrat na plošču, pa nisem nič našel. Mi da sem poslušala, pa nisem bili tisti, vaši. Niso bili tisti, ne. Niso bili, ne, to so bili Zagrebčani. ja, ja, ja. Drogirali ste se? Ne. Probali ste. Nismo. Takrat, Skoro pa, Se zdaj tako še eno. so pa frajeri iz reke hodili v Opatijo, stalno pa nas vabili. Skozi. Samo nihče ništa vidi. jaz se spomnim na Mariboru, jaz sploh nisem vedel za to. Tudi to ni bilo aktualno. takrat. Niti eno od nas ni drog užilo. Ne. Niti poskusov nismo. Travo so kakih. Ne. Takrat, veste, kje je to časovno, to je, Takrat ni bilo to tako, veš, še tam 65, 66, ni bilo tako. To je bilo tam bolj po Woodstocku, veš, tam je začelo opasno se začeti. To, ker v Mariboru so potem V Woodstocku je bil, tam je bilo že nevarno Woodstock. droge preplavile, Maribor je v začetku 70. Ja, pa tudi v določenih krogih. ne. Krogi, Recimo, jaz sem krogi. v Slaviji igral do leta 75. Pa tam ni bilo nikoli nobenih izgredov, nikoli nobenih v Slaviji, na terasi. Na terase, ne. No, ampak Slavija, ne, seveda ne. mladi so prišli tja tudi. Tisto, kar vi ste bili na začetku scene, ste bili v 60, ne? Tisto, kar je bilo potem... Ja, potem so bili oni ansambli LSD, ali kaj so bili LSD, ne? Goličnik, ne? Tisti so že potem bolj tako muziko. Pazi, LSD se niso drogirali, ne? Ne, pravim, ampak Ne, to so oni se imenujejo. tako so se imenovali, ja. Pa oni se niso drogirali, jaz sem zadnjič imel intervju z njimi, ne? To je že druga generacija bila Tako potem. je to. samo takrat tudi vse ljudje niso imeli denarja, vse smo bili prazni žepov, nismo mogli nič kupiti, da bi kaj dobili. Takrat nismo mogli kupiti nič. Tudi štipendij ni bilo. Ne, ni bilo vse. Kakšne štipendije? Kaj? Kje, Ne. kakšne štipendije, ne?
Državna štipendija je bila, od Zavoda za poslovanje se dobil štipendijo, ni reči? Jaz sem imel štipendijo v srednji šoli tudi. Jaz To nisem. državna štipendija se je rekla, temu takrat je... Ja, dobro, no, mogoče. Malo je bilo. Jaz nisem imel. No, jaz sem imel srečo, so mi starši bobne kupili, ne. Oče pa mama sta mi kupila. Ata je bil takrat v Hamburgu, delal in mi je kupil te prve sonore, srebrne, nepozabne. Cela hala C je gledala. Vsi so prišli tako gledati tudi blizu. Še niso videli tako Se spomniš onega, ko smo v Adiratiku igrali, pa so prišli od ene grupe Reške, ker v Reki je bilo precej teh bendov tudi v tistem času. To so hodili vsi tja k nam večer poslušati, pa tak. Pa dobri bendi, veš, so bili, mislim, dobri muzičari. In se spomnim, ko so enkrat dva ali tri od benda so bili, pa so prišli tja pred oder čisto, te pa eden rekel, pazi, ima sonor pizdo materino. Nisem ovakve još videl. Ja, ko da ne vem kaj videl zdaj. Veš, kakve lepi srebrni so Lepi bili. so bili, srebrni, ja. To je bila taka tanka drumlica, to je bila edini model sonora, da je imel tako tanko drumlo, tole, ne. Potem mi več tega niso delali. In kaj se je zgodilo meni, da samo končam, potem sem pa šel k vojakom, ko sem šel, ne, in sem šel z bobne dol, ne, šel sem v Maribor po bobne in so mi po poti bobne vkradli. Ja, polovico bobno so mi vkradli, ni vse. Da sem prišel samo z drumlico, tja pa zdaj nočenil. Zaspal na vlaku? Zaspal sem na vlaku, pa so mi odnesli ven. Prijem paračin, pa samo drumlica, pa ena čenela. Tak je bil zaključek teh bobnov. Zdaj bi mogoče nekaj, ker v Mariboru je bilo ogromno teh glasbenih skupin, pa prej so se to scena začela, električarska, kot v Ljubljani, pa kjerkoli drugje, recimo. Ja, Liverpool, mali Liverpool. Zakaj v Mariboru več kot drugje? Zanimivo, ja. Če kdo, kakva je ideja o tem, zakaj bi to bilo tako? To mi ni jasno. Bo verjetno, po moje, jaz sem že to tudi razmišljal, malo vplivalo na to tudi, da Maribor je dokaj koncentriran, mali in so vsi ti bendi imeli kje igrati. Kot sem rekel prej, ne, če so bili 4 plesi v soboto, pa je bilo v Domu armije, pa v C-hali, pa v Nigradu, pa v klubu mladih, to je vse na kupo. Vsak bend je imel svojo publiko, zato so vadili. No, smo čudno, zakaj bi se naredili? Jaz bi rekel, da je tudi bližina Gradca bila pa to Avstrije. Tudi jaz mislim, ja, tako. Malo vpliva, pa ko so korali, so bili prvi, ne, to je jasno. Tako. Ko smo mi njih čuli, smo rekli, tak, zdaj pa bomo mi, ne. Ko so drugi nas čuli, tako da v Ljubljani pa ni bilo tega efekta. Ni bilo take konkurence niti. Ja. Ne, tam je potem kasneje en ansambl Škorpioni so bili, to se spominjam. Tako da ti mladi levi, to je bilo vse kasneje že. Tistem 65. leta, mislim, so bili edino Škorpioni so bili. V Ljubljani edini ansambl taki, da... Kameleoni so bili že kasneje, so se začeli kasneje. Ne, takrat so oni že bili, ja. Kameleoni so bili že. So bili že začeli. Ja, 65 so bili kameleoni, 66, ja. Ja, samo niso tudi bili takrat Samo še, oni no. tu, takrat so oni tudi igrali, v bistvu repertoar bolj tale, Italijanski, ne? ja, italijanski, pa kakšne angleške komade, to so igrali. Glavni hit je bil Land of Thousand Dances, koliko jaz vem, ne? Tako, tako. 1, 2, 3. Oni so malo manj Soul, to je pa začelo take tam. stvari so tudi peli. Enkrat so igrali, spomniš Kvarnerjev, ko smo mi bili. Ja, pa ti, tam smo Ja, jih ja. poslušali. Ja, te so že bili dobre, ker oni so pa imeli vrhunsko opremo, ne? Do, Kameleoni. Ja, vrhunsko. Oni so imeli... Mi smo imamo takrat, Samprini, ne? Semprini. So pa je špila do 60. Ne, niso. ne, to pa ne. Ker so pa je tu zgali tak bendi, da je bil problem, da bi tu se oni ne bi dobro izkazali. Prvi koncert so imeli tam na Braniku, se spomnim. Te si ti igral. Jaz že jaz igral, ja. A to bo tako bilo? V Luknji noter. To pa je što bil to mariborski bend. Ja. V Luknji, v Luknji. Ne, to je že bilo nekaj let kasneje, ja. 69 je bilo to. Ja. V Luknji sem igral z njimi jaz potem. Zakaj pa ni bilo malo? Mislim, to je čudno, da se zdaj ni treba za to, da dolgo govorijo, kako bo. Zakaj ni bila normalna muzika? Bo ti vidiš, imamo, ne? No, glavno, takrat ni govora, da bi harmonika ni bil popularni inštrument, da takoj moram povedati. Ne. Ja, to, da sem jaz kot pubec igral harmoniko, ne, to ravno harmonikaši nekako ni bila harmonika takrat mode, ne. Zakaj ne? Zakaj se... Mislim, da je to vzrok bil glavni tale, Beatlesi so celi svet na robe obrnili. to je to. Veš, glavni vzrok je bilo, Beatlesi so obrnili svet na robe, veš. To je, ko so se oni pojavili,
No, vse je bilo, te za je bistvo klasični rock and roll, No, in zdaj ni več, je že padal v drugi plan. Želeli so igrati po mestih, tudi Beatlesi samo. vse, A veš, da ko smo mi prišli, druga ko smo stvar, konkretno ja. mislili, da so Dixieland ansambli, Oni so zdržali do zdaj. da so, Še ne bo popravljeni. ali so generacije, ki je igrali mi, ali pa pa Ne, gotovo, gotovo. Oni so še lahko samo v Sloveniji igrali. Oni so še lahko samo v Sloveniji igrali. Veš, pravim, ne, da, ko si vprašal, ne, v bistvu, z Beatlesi se, v bistvu, oni so naredili totalno revolucijo, ne. z Beatlesi, Popolno revolucijo in mode in glasbe, glavnem, vsi ti ansambli, ki so igrali takrat Dixieland, pa to vse skupaj, to je ni več bilo aktualno to je potem. propadlo takrat. V bistvu ni bilo več aktualno, to še je bilo samo za kakšne takšno starejšo publiko, če ga pastori so bili pelici, pa to, pa je prišla starejša publika. Glavnem za mladino je bila revolucija totalna, ne, Beatlesi. Potem pa so se itak pojavljale odlične grupe, ne, v Angliji, ne, od Rolling Stonesov, Space Days, No, vse je tudi ta muzika narodno zabavna, pa je tudi živela. Samo oni so imeli druge poslušalce, druge oboževalce. Mladina pa ne. Samo konkretno, recimo plesi, ko so prej igrali Dixieland ansambli, pa to so zdaj vse igrali, ko smo mi prišli, tak je rock and roll pa to. Vsi začeli rock and roll. Po mestu. Ne, oni na niso vasi pa igrali, ne. oni niso več imeli špila. Oni več niso imeli špila. Tako je to. Vse to je bilo pogojeno s politično situacijo, ne, ker Jugoslavija je bila odprta, vzhodna država pod Rusijo, pa ne, tam se tega ni dalo. Ne. Pri nas pa je bil zapadni vpliv in so to se preko glasba ni bila ovira. Ne. Vzhodni blok pa tega ni smel takrat imeti. Pa še nekaj, no, ko ste rekel, da smo blizu Avstrije. Mi smo za Avstrijo lahko kupili vrhunske inštrumente takrat, tako kameleone v Italiji, recimo, ne? Ja, pa fantje so nosili plošče, malo, od Beatlesi so prvo ploščo videli, igrati v življenju. Da spomnim, Vladimir Dul, pa to je. No pa Bele strele so vem, da spomnim, tistem obdobju pred nami zelo dobro, Bele strele. Iz Zagreba. Je bil en Zlatko tudi, ne, on je bil Maribor. Tako, ja. On je bil tudi kitarist pri Belih strelah in oni so bili res, mislim, tega se spominjam. To je bilo ravno, predno smo Biseri začeli, sem takrat s Čarjem Male Mršin igral harmonika gitara, ne tiste poletje, 64. In so te Bele strele igrale Gorveni Kavadina, na Hribu, Male Mršin. In takrat sem se jaz še bolj zaljubil Beatlese. So igrali fantastične Beatlese. Te glavne komade, Beatlese prve. Zdaj pa še to, svoje komade ste začeli delati, kaj ste sploh prišli na delo? Ste kak je to goste? Ne. No, nekaj On je malega. nekaj skomponiral. Sredstva, samo nam takrat je bilo to, saj ni bilo moderno, da bi igral svoje komade. Tu pri nas, recimo na Hrvaškem, pa tam so avtorske komade igrale skupine. Pa nekaj osmina, tisti, kaj so... Ja, pa so snemali. Tisti, tisto želje, za kaj so bili tisti... Mi smo pa to, kar smo imeli, smo skrivali, zdaj nismo nikjer špilali svojih štiklov. Dva komada smo postili v Ljubljani takrat, veš? V Ljubljani. Ja, Tisto je zginilo, ne? povej. Vse smo pripovedali. Oni so bili roboti, so imeli ima tako popularni roboti, potem grupa 220 je imela tam Drago Vinarec, ne tako, ampak ni pa bila revolucija, da bi rekel, da Prav na RTV smo snemali. ki je bil takrat popularen, ne? Prav na RTV. Si zmagal, Dva smo posneli. Si zmagal, če si... Pozdrav, vse smo naredili. Pa še eno, tisto. Veš kaj? Kaj je pravim? Ja, zakaj mi niso Sreča sobota. A to smo tudi. Te dve smo posneli, ker meni naslednji dan rekel, Žiron, to se pa čuje, ne? glasbene šole na Zabavu. A ja? Veš, to se ne spomnim. Ravno kar se menima, da smo baje na RTV v Ljubljani posneli dva svoja, njegova komada pravzaprav. In tudi je bilo tako fajn, malo večglasna petja, tudi kombinacija. Zdaj se spomnim obeh komadov, ja. Ti so se zgodili, ja. Pa ne najdejo. Leta približno, da moramo vedeti po letnici, da kje iskati. Ja, te je že bilo v tistem obdobju, tam 66, 67 najpozneje. To bo možno tam ostalo. Naslov komada še veš to ne ti? Naslov komada. Ja, tisto je bil poslal pozdrav, pa Slabo, da kak je ona, kako vleče se sobota mil, kako ne. To je bil dober štikl.
To še meni samo Prečeta sobota. tega se jaz stavljam. Nikamor čas ne gre. Ja. Smo to posneli mi? Zvečer se festa. Ja, to smo mi na televiziji igrali. To smo igrali. Ja, v Pa Ljubljani. ni, ta štikl ni bil slab. To je bil zelo Pa dobro. ti se je zgubilo nekje. Ne? Mogoče še pa je v Ljubljani kje to. To je treba iskati, dobro, da vem, da vi se niste iskali v Ljubljani, da vem. Da gre nekje. Pada pa 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 pada pa pada pa 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 pada pa ta 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 da da Ja, zdaj se ne spomnim. da pa 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 tak je bolj bil, ampak super. Drugi del pa tak. Za takrat, ne, za danes je to. Ja, ja, Vse vseeno. Ne, to je zelo važno podatek, da se Ja. snim. To, To pa dobro, ja, vidiš. ja. No, glavnem, no. Kaj še nismo rekli? Punce je bilo dovolj? Reč. No, to ni strokovno vprašanje. To ni strokovno vprašanje, ampak to tudi mora biti. To je bil on tak glavni. Če v mladosti, veš, ne. Veš smo tak, da jih je bilo dosti. Mladost ima odprta vrata, veš. Kamkoli priješ na svet. No, samo nismo pazili, res smo pazili, da, ne vem, vzgojeni že tako, Tako. da nisi, vse je bilo kaj, tu pa tam, ampak si pazil na renomene. Ni bilo tumač nikoli. Niste izkoriščali, slavi. Ne. No, ker to se lahko reče, da bi bil slom. Če bi mehala cele, skozi polno, recimo 1000 škali noter, to je že določeno Vse je bilo, fajn je bilo, no. Jaz se spomnim, kako smo se enkrat zezali, ko je bilo konc špila, ne, ko smo zadnji komati igrali, te smo vedno povedali, to zadnji poslovilni komat, smo to zaigrali, potem pa so punce pred odrom čakale, tam je bilo, ne vem, 50 mladih punc, pa gledali se, če bo kdo, kaj, kjer. Kaj je rekel? Te smo pa enkrat se zmenili, 50 do 70. Tako. te pa smo se enkrat zmenili, da bomo hec naredili, da bomo si med njih tako zbrali, ti pa ti, počakaj zunaj, ne. Ker mi smo potem pospravili, ja, in točno tako je bilo, ko so potem po zadnjem komadu so še tam tako, mislim, ni bilo ven za it, ko so, če bo kjer je kikaj trzno. Kaj je rekel? Te pa smo mi šli tako naprej, vsi štirje. Pa smo rekli, ti, pa ne vem, kdo je zbral, ti, ti, pa ti počakajte pri izhodu, ne. Pa smo se obrnili, pa šli pospravljati inštrumente, lepo, ker to je trajalo. 20 minut, preden Ja, smo seveda, dobro je, pospravili. pol ure. No in te smo že pozabili, ko smo to pospravili, potem nesemo to ven pred vhodom, ti vse 4 punce Boge, mrzlo roko same, čakale. Z tega ne Samo spomnim. mi, nič ne gre. Kaj? No, so zdaj tako vseeno. Ja. Kaj če bi jih našli, da punce, kaj če bi jih mi zdaj raziskovali naprej, pa bi jih našli? Ne, samo dušno, takrat so bili drugi časi, niso bili dekleta. Samo veste, mi smo takrat, ko je bil konc igranja, smo šli domov, ne? Ni bilo, mi smo bili, To si doskrat slišal, Vasilo pa ima, že 18 stara, pa še bila nedolžna. No pa tudi Marsikdaj nismo smo recimo slišali te stvari. z vlakom, takrat še ni bilo avtov, nismo imeli, mi smo bili mladi. kak je dvojci. avto, kje je, ne? In po špilu smo mi imeli še, ne vem, uro, dve časa do vlaka za domov, ne, in smo tisti čas potem, recimo, če je že tako, kot sem prej rekel, smo pač šli v Kolodvorsko, pa smo tam malo posedeli, pa Tako. se malo, mogoče malo pocartali, pa mi na vlak one domov. Če, kaj si mene, ti še ne Ja. Nič, dalje ne smeš spraševati. Jaz ne bom dobila, bo zaslužil. Pa vsi smo bili mladi, vsi, je tako. Torej, ta seksualna revolucija je prišla v 66. To se je potem kasneje. Ja, kasneje. No, vsaj jaz vem, da takrat... Smo pa imeli takrat v Mariboru par rockerov, pravih, ne? Ko niso igrali ali pa so prišli samo kot gosti. En je bil Franki, Tako, on je imel prvi tiste hlače, široke, se je v Avstriji dal delati. tako, ja, Frank je. Franki, vse se zdaj živi. Irgolič. Pa en Teddy, to sta bila težka frajera. Ja, pa Frank je včasih tudi šel na Ja, oder. fraj, mi smo šli v Ljubljano na gospodarsko razstavišče. Pa smo igrali Buli Buli. On says there, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Te pa on skače ta gor po odru, frajer je pa me šlo na etre, da ima take frajerske hlače. Pa so ga šteli dol potegniti.
so skakali za njim. Samo je bil močen, Ja. Frenki je bil močen, bolj kot oni spodaj. Hteli so ga na vsak način dol Ja, potegniti. potem Teddy je prišel večkrat Ja, ja. nami, ne oder, ne? On je. Teddy je pel Glorijo, ne? Gloria, ja, da. Gloria. Pa Usom Harmonko odigral Z sem. vami tudi so šli Glorijo. Ja. Ja, tudi ja. Frenki, to je bilo od vas na Facebooku zdaj? Na Facebooku? Ne. Zdaj, da je Frenki pa stare slike Mariborske objavila, Glorija Frenki, to je mogoče on. Ne bi rekel, da je on to. Ne bi rekel. Tu v Radizlu, ne veš, ga veš, več kad vidim. Ja? Ja, da ga lahko Dajmo to. mogoče, da bi mogoče par besed tudi pove, ker je on tudi v tistem obdobju, on tudi je bil, kar se krožil tu okoli. On je bil kar. Ja, dobro, je imel svoj šov. Dajte se spomnite, dajte vam, ko je zdaj Kloškar, to, ko smo se premenili, ne? A ja, nekaj še pozabil povedati. Ja. Zdaj, da se vrnem še nazaj, ko sem prej vprašal, kje sem igral. Igral sem še najprej bistvo z ansamblom Continental. Charlie Arhar, Boris Piko, pa Hari Pernečič. Toni Sabol ni bil poleg? Ne, ampak to je bilo samo par mesecev, ker je njihov Bob naročil na Švedsko. In jaz sem imel samo možnost parkrat z njimi igrati in to smo igrali na tehnični šoli nasproti učiteljišča takrat, na Gosposvetski. Samo to pa je bilo zelo zgodaj, to pa je bilo... Ja, to je bilo 64, eno leto prej. Vem, da potem, tega se ne bo spominjal, ker smo igrali na koncu hodnika, je bil oder in smo morali imeti vsi rdeče sakoje. Potem Bele srajce. Bele srajce, metuljčke, pa črne hlače, pa lakirane čevlje. Ja, to zdaj rdečo, jaz seveda, Ja. samo nekaj se zmenimo, kako je socializem, komunizem, kako došlo skupaj, pa Beatles potem pa vse skupaj, a ni bilo tu nekaj prepovedi, vi niste čutili? Nobenega Nikoli ni nobenega. vpliva niso imeli na nas. Ne. Nobenega vpliva niste imeli na vas, to se Ni povedi. da bi bilo prišel, recimo, kdaj pa bi rekel, Nič ni smejte bilo. tega grada, pa ga ni govor. Ne, Ni bilo pritiska, ali kaj? Ne. v tem obdobju meni se zdi ni bilo več teh. Veš zakaj? Ker nismo delali svoje muske z kakimi protestnimi teksti. Kako bi pa to delali, pa takoj prišli? No, pa zanimivo je, da nobenih hrvaških pevcev ni bilo nikoli v Sloveniji takrat, pa srbski, to si redko kdaj doživel, da bi kjeri prišel iz Srbije, pa Hrvaške sem bila pet. Pa je bila Jugoslavija še. To moram povedati, ne? Če je resnica, ne? Če govorimo o resnici, ne? Ne, se to... Ne, tako danes, recimo, ko vidiš vsaki teden skoraj en pevec iz Srbije, Hrvaške, jaz vem po celi Sloveniji. V tistem obdobju, ko smo mi igrali, vem, da je Mišo Kovač prišel komaj enega leta 66, 67, tega ne bi nikoli pozabil s takim črnim dolgim mantlom. Toliko, da je imel za vlak do Maribora, mi je rekel Sabol Toni. Je rekel, komaj je prišel do Maribora, da lahko zapel. Ja, se smo vsi tako začeli. Ja, tako je. Zanimivo, ne, kako so se časi spremenili. Ja, Pa je bila še Jugoslavija, vseeno, ne, to se pravi. torej pritiskov z strani partije, Ne. Ni bilo sploh, ne. razgovorov na občinah, ki Niti enkrat ni bilo. Niti enkrat. ideološki šef partije ni prišel, kjer mladinske organizacije, z vami se pomeni, da bi bilo... Nič, ne. Nič. Pa smo igrali tudi v mladih, smo igrali. V šoli, jaz sem hodil na tehniško šolo, najprej potem pa na višjo tehniško. V tem obdobju tudi, ko sem še bil v Mariboru, ko smo mi igrali, nikoli ni bil noben problem. Pa so vedeli. Kako pa ste vi gledali na komunizem, kako ste ga to bilo? Zdaj, kaj je bilo to? Mi sploh nismo tega vedeli, da je To je komunizem. bilo apolitično, to nismo mi za to. Ni bilo do 6. komunizma, ni v 70. pa smo ga potem... Mi smo bili neutralni, totalno, takrat se komunizem ni počutil, sploh Ne, nič. se Pa niti se nismo nič kaj pogovarjali o politiki, ker to nikoli nobeni se ni pogovarjali. Vse nam je bilo vsem lepo. Ja. Problem bi bil, če bi imeli tekste proti komunizmu, te bi pa takoj prišli. Ja, seveda, ne. Se pravi, mi smo ga v 70. potem tako čutili, tako da je bilo prav čudno, ne? Potem, ko zdaj, ko se vidim v 60. pa ga ni bilo tako čudno. To se pravi, da smo mi lahko presrečni, da smo v najlepšem obdobju živeli. Mladi bili pa smo živeli v obdobju, ko je bila najboljša glasba. No, to zdaj lahko mi razpravljamo, če je bila najboljša. Za nas Meni je govorim. bila 70. najboljša muzika. Verjamem. Za nas pa 60. Zakaj je bila 60. najboljša muzika? Zato, ker je bila najbolj revolucionarna. To se pravi, v 50 letih je bil rock and roll, bil je Dixieland in tako jazz, tak jazz je bil skozi. Od leta 61, 62 se pa je taka sprememba zgodila, da so v bistvu zaradi tega vsi na podlagi te glasbe so v bistvu gradili potem v 70-ih, 80-ih in še do dan danes gradijo. Bodimo čisto odkriti.
gospod Dušan, bodimo odkriti. Ja, pa radio Luka Tako da Boris je takrat. je največ naredil, 60 leta so največjo revolucijo naredili. V sodobni muziki. Ja, že kot bobnar govorim, vse noben ni tako bobna igral, kot so začeli Beatlesi igrati, pa ti ansambli v 60 let. Noben bobna ni igral velikega bobna. Jaz sploh pri Dixielandu nisem smel na veliki bobn udariti, so rekli, naj mir, tiho bodi, čim manj ga uporabljaj. Ja. Potem pa udari, gremo. S tem bi se vse spremenilo. Vse. Podarek na ritem je bil potem večji postavljen. No, Shadows so bili pred Beatlesi, recimo, ne, to je bila že tudi krasna, ne, popularna glasba takrat, instrumentalna, fantastična. Pa Cliff Richard, ne. V muziki je prišel z rock'n'rollom, z bolj ritem v spredje, ne? Tako. Ja, vse je spremenilo, vse je spremenilo se nam. Tudi Hammond orgle so se začele vedno bolj uporabljati, ne. Večglasno petje, absolutno v 60-ih letih bilo popularno, ne. Od Beach Boysov do Bee Geesov. Pa tehnika naredila svoje, ne, ker vedno glasneje moralo biti, to pa je. Vedno kasneje, to mogo biti, to je. No, vse vidimo, no, potem pa tudi, če gremo tu 60 leta, tudi Jimi Hendrix se je takrat pojavil, je bila tudi revolucija tole, recimo, ne. Jimi Hendrix, pa Cream, Eric Clapton, pa to, ne. Vse te grupe, Yardbirds, pa to, ne. To, da je bila že kar velika revolucija v 60-ih letih, ne. Tremelosi, najboljša muzika je bila Tremelosi. Tremelos, ne? Tudi lepo, ja. Silence is Golden. Silence is Spomnim, Golden. kako smo to mi zapeli, lepo. Kaj ste rekli za konec, mogoče vsak kako izjavo? Da so bili za nas takrat zelo lepi časi. Zame je bil tisti čas, da bi lahko drugače bil mogoče direktor v tovarni, jaz sem pa bil navadni muzikant. Ko me je zgrabilo tisto, ne? Ker sem študij prekinil pa šel. Ja, jaz bi rekel, da smo imeli srečo, da smo imeli eno takošno obdobje bogato, da imamo danes vse lepe spomine. Ja, vsaka generacija, ko je mlada, ne, ima svoje idole, ima svoje poslušalce, pa svoje hotenja. Zdaj, takrat, ko sem že prej povedal, v neki politiki ni smelo nič biti, ker tudi mediji so morali o kakšni drugi opciji biti čist tiho. Odina, kar smo mi čutili, sploh na vas, to ni bilo. Ne. Pravzaprav smo neke sorte, kljub temu, da nismo imeli nič, ne, še doma ni bilo niti, se spomnim, niti kolesa, nismo niti vedeli, kaj okrog je. Ne. Zdaj pa se je tako zgodilo, da ljudje zmeraj več imajo, pa nimajo mere, ne, da bi se nekje sami zabremzali. Ne. In ta mladina, ki sedaj živi, mogoče misli, da ima premalo. Ne. Pa včasih se pogovarjam z mladimi, ker imam še vedno stika z njimi, dosti, ker sem že dolgo v penziji. Tudi ne more verjeti, ne, kako je takrat bilo, ne, pa da smo kljub temu, da nismo nič imeli, pa smo še čisto dobro imeli. Ne. Zdaj pa je tako, ne, da je nek štandard nekaj prenesel, nekaj takšnega, ali pa recimo, ko se nekdo zdaj poroči, bi moral pač že imeti že stanovanje, avto, pa vse mogoče, pa en mesec gre nekam na poročno potovanje, če tega ni, misli, to ni štandard, ne. Iz dobrega na slabo iti se pa zdaj dogaja, ne. In zdaj mislimo, da pač je se svet podaril, ampak je treba malo premisliti, da nazaj pa neki zgodovinski spomin med, pa vidimo, da ni čisto tak, kot se zdaj zelo naganja po medijih, ali pa psihoza je večja, kot je vse drugo, ne. Ja, jaz bi pa rekel, da mi je bilo tako rekoč eno najlepših obdobij v mojem življenju z biseri, ker je bilo to v bistvu moji pravi začetki in mogoče ravno zaradi tega, ker so bili tako lepi začetki, sem jaz potem imel to odskočno desko, da sem nadaljeval to svojo kariero in potem zaradi tega potem skoraj tudi celi svet videl z glasbo in se še danes v bistvu ukvarjam z glasbo zaradi tega, ker sem z biseri začeli tako v čist rosnih mladih letih, tako lepo obdobje sem imel. Je nepozabno v bistvu, nikoli ne pozabo tega.
Jaz bi še povedal nekaj. Hvala lepa, da ste nas poslušali. Nasvidenje v Stožicah. Ne, da vam bilo močna.